Veliko boljše. Lepo pozdravljeni na sprejemu Oliverja Tiča iz Slovenskih Konjic, Olija Walkerja, ki je v 175 dnevih prehodil Združene države Amerike in od Tihega oceana do Atlantika 6840 km. In mislim, da si ta dosežek zasluži en velik aplauz. Oli se nam bo pridružil čez nekaj minut. Je pa prav, da se tudi mi ogrejemo in ga pozdravimo, tako kot se spodobi. Tako da, jaz bom rekel Oli, vi pa rečete Walker. Dobro? Oli! 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 Ok, dobro, to je to, najlepša hvala. Še preden se nam Oli pridruži, pa definitivno ne moremo brez pleh muzike na uradnih sprejemih. Tako da, godba napihala Slovenske Konjice. En aplauz za njih, izvolite. Predlagam, da si pogledamo njegov dosežek tudi v slikah in v videu, tako da boste videli, kaj vse ga je doletelo na njegovi poti. On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Kaj ti ne hodiš peš? Ja, no, sem mislila, da... Daj, pojdi van studia. In upal si je, kar si upal malo ljudi. Upal si je sanjati. In ni samo sanjal sam. Sanjal je na glas.
1840 km dolga pot skozi prostrano pokrajino Združenih držav Amerike. Pot od Tihega oceana do Atlantika. In prišel je do cilja, ker je vedel, da ga na koncu čaka back to Latvia. Mož, ki mu je uspelo. Mož, ki je prehodil Ameriko. Dame in gospodje, Oli! 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 Oli, še uradno dobrodošel nazaj doma v Slovenskih Konjicah. Tvoji prvi občutki sedaj tukaj. Ja, ne vem, neverjetno vse skupaj. Že prej sem šel, sem imel, da imam veliko kolegov, ki so mi pomagali sploh izpeljati ta projekt, ampak to, kaj pa danes tu je pa noro, ne vem. Svoje sanje še kar živim, čeprav sem doma, ampak je pa noro. Hvala vsem, da ste prišli. Ok, Oli, hvala. Sprehodila se bova čez par videoposnetkov, pa jih pokomentirala, da bodo vsi videli, kar morda niso. Sem vam rekel, da bi baratalo, evo. Oliver, ko si prišel na cilj, tu, ko smo videli, kaj si v tistem trenutku razmišljal? V bistvu mi tako ni bilo nič jasno, še zdaj mi ni po mojem jasno, kam je uspelo v vseh teh 6 mesecih. Občutki so, tako ponavadi se reče, res so mešani. Po eni strani sem bil vesel, ker sem zaključil, ker mi je uspelo to, kar sem si zadal. Po drugi strani pa je bilo vsega lepega konec, ker to, kar sem doživel v vseh teh 6 mesecih, je res neverjetno. Mislim, da z lahkoto lahko rečem, da je to bilo najlepših 6 mesecev v mojem življenju. Tako da bom pogrešal življenje na cesti, tako da mislim, da se bom kmalu z novim projektom vrnil na pot. Odlično. Včeraj si prispel z letalom v Zagreb in morda ste videli, morda ste slišali, pripravili smo presenečenje, pa si dajmo pogledati, kako je bilo včeraj na letališču v Zagrebu. Imamo ga! Tako je bilo včeraj, dogovorjeno je bilo uradno, da te pride iskat prijatelj Bojan Anderlič, potem se je pa zgodilo kaj? Katastrofa. Na mesto enega je bilo, ne vem, 30-40 ljudi, res. Ne vem, prvih 10 minut se sploh ne spomnim, tako da dobesedno rabim film, da vem, kaj se je dogajalo, ker res lepo presenečenje. Ne vem, ni
še pred kakim letom nazaj sem mogoče na televiziji gledal, ko so koga sprejeli, pa sem si mislil, kak fajn, včeraj sem pa tudi sam to doživel, noro. Bravo, Oli. Pri nas je bila noč iz četrtka na petek, ko si dokončal svojo pot, potem v petek je govorica šla hitro okoli, kaj je uspelo Oliverju Tiču iz Slovenskih konjic. En aplavz. In prispela je tudi naslednja čestitka. Spoštovani gospod Oliver Tič, v veliko veselje mi je, da vam lahko čestitam za vaš izjemen uspeh prehojeni poti od Tihega oceana do Atlantika. Vaš premagan izziv je pričevalec o vztrajnosti in predanosti vrednotama, ki sta tako zelo pomembni na vseh področjih. Vaša zgodba je zgodba o klenem Slovencu, ki ne odneha, je zazrt v cilj in ki z vnemo dosega za nekatere nedosegljivo. Dejstvo, da vam je uspelo prehoditi 6840 km v zgolj 175 dneh, še bolj dokazuje vašo zavzetost in željo po uspehu. Brez dvoma sta nam pripravili eno lepših zgodb, ki odmeva in nosi glas o Sloveniji in njenem duhu širše v svet. Za vse to se vam od srca zahvaljujem in vam želim še veliko zdravja in uspehov na vseh področjih vašega življenja. Predsednik vlade, dr. Miro Cerar. In sedaj vabim še na oder župana občine Slovenske Konjice, gospoda Mirana Gorinška, da tudi izreče svojo dobrodošlico. Se pred odhodom pogovarjala, jaz saj nisem si znal predstavljati, da je ta pot tako dolga in da bo vse to, kar se je vmes dogajalo, kar smo spremljali po fotografijah, bilo res pestro, drzno in tudi nevarno. Jaz sem se sam tega zavedal, da marsikdo, takrat smo se pogovarjali o poti enega leta, da marsikdo od naših voznikov naredi toliko kilometrov v celem letu z avtom, ne peš. Iskrene čestitke in to še en dokaz, da kaj vse se zmore, če ima človek cilj, predvsem pa trdno voljo. In dokaz, da Konjičani, ljudje izpod Pohorja, da marsikaj zmoremo in da smo trmasti in da veliko dosežemo. Hvala lepa, Oli, za tole simbolno sporočilo vsem nam. Klobuk dol pred dosežkom. Jaz želim, da tudi na nadaljnji poti, da rata še kakšna takšna nora ideja, da zagleda luč sveta. V imenu vseh nas pa ti izročam na simbolni ravni, kot spomin na današnji dogodek, na zaključek te poti, en kozarec mesta, ki je ponos vseh nas, Konjičank in Konjičanov, in pa tudi eno knjigico, monografijo Konjiško 870. Še enkrat, dobrodošel doma in iskrene čestitke. Na tvoji poti po Ameriki smo lahko spremljali tvoje objave na spletni strani, na Facebooku in tako kot sam smo bili tudi vsi mi presenečeni nad odzivom ljudi, ki so te bili pripravljeni sprejeti, ti pomagati na različne načine. Ampak še ena zgodba je bila pa še posebej močna, to je zgodba, ko se je Nizozemec Richard odločil, da pride v Ameriko nazaj samo zate in zadnjih 10 dni ti pomaga, te spremlja na poti, tako da mislim, da si tudi ta Nizozemec Richard zasluži en velik aplavz. In pa ja, eno malo presenečenje. Hey Oliver, here's Richard, your friend from the Netherlands.
It was a pleasure to meet you and to walk with you in the United States. I'm sure we will meet again in another adventure. Greetings to your friends in Konice, and Ollie, don't you walk on the middle of the road again. Torej, Richard je povedal, da je bil vesel, da je spoznal Olija, da ga je spremljal na njegovi poti in verjame, da se boste nekoč še srečala na cesti in pa, da Oli naj te ne vidi več hoditi sredi ceste. Oli, še tvoj zaključni komentar. Se nimam veliko za povedati, veliko lažje je hoditi, ko pa govoriti takle. Ne vem, rad bi se zahvalil vsem, spet bom to rekel, brez prijateljev mi to ne bi uspelo. Vsem, ki so mi pomagali že na začetku, vsem, ki so mi pomagali tekom poti, ki ste me spremljali. To, kar je pa se zgodilo itak včeraj pa danes, pa je neverjetno, tako da v bistvu sem ponosen, da sem Koničan, no. Dame in gospodje, Oli! 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 Hvala lepa in lep preostanek večera.